Kot prvo, sam se specializiram na glasbo v Franciji v 17. in 18. stoletju. In tam ekloga seveda tako poimensko ne pride kaj dosti pogosto, se pa najde seveda številni sinonimi, kot so torej pastorala ali pa idila, ali pa preprosto pač nič. Ampak iz tega, kako je skladba napisana ali pa celo, če zajema zraven še tekst, je hitro razvidno, za kaj se gre. Zdaj, kako jaz to vidim, če jaz govorim zdaj iz svojih izkušenj in iz obdobja, za katerega sem se specializiral, vidim to seveda kot nek ideal, zaradi tega se mi je tudi zdelo, da se je prijela idila, sploh v Nemčiji, tako zelo te zvrsti. Vidim pa seveda to predvsem za višji sloj kot neko željo po nekem času, ki ga ni več in bi si ga želeli na novo obuditi. Vsi poznamo zgodbe iz Italije, teh arkadijcev in tako naprej. Pa tudi v Franciji tega ni bilo nič novega. Ta subjekt je bil vedno znova vzet in uglašen na tisoč in en načinov. Zelo zanimivo se mi recimo zdi, da lahko pri tem subjektu, ki je načeloma, bi lahko človek rekel, univerzalen za vsa področja, vseeno vidimo recimo zelo specifične načine obravnave glede na območje. Na primer v Franciji so ga obdelali dostikrat precej drugače kot v Nemčiji ali v Italiji. Na primer v Franciji je ta subjekt teh pastirjev in pastiric dobil velikokrat zelo melanholično, včasih celo groteskno, ampak resnično bolj žalostno noto, kot je bilo to v Nemčiji, kjer so pastirji bili vedno predstavljeni zelo pozitivno, tudi inteligentni ljudje, kljub temu, da so bili recimo smatrani kot nižji sloj, jim je bilo predstavljeno precej velika inteligenca. In zanimivo se mi zdi prav tako, da se v Franciji recimo potem ta veseli del nekako odmakne stran in se reče, to je pa zdaj ta kmečki del. Torej pastirji so mogoče tako, ker je v Franciji pač ta melanholija bila že od nekdaj nek ideal, visokega gospoda, da se pa ta veseli del odmakne stran in reče, to so pa zdaj kmeti in vsi poznamo Le Divan du Village od Rousseauja ali pa Le Ballet du Village od Pomortija in tako naprej, kjer pa pride ta veseli del te ekloge, tega pastirskega življenja do izraza. Zdaj, Bom tako rekel, kar se ekloge tiče, v začetku sem bil kar tako mal, ker nisem poznal izraza, naj bi bil to grški izraz, če tako rečem temu. Bolj mi je bil znan pastorala, v tem smislu, ker živim na obali in je to, bom rekel, ta italijanska govorica bolj v ušesih, in tako da sem bil kar malo presenečen. Torej, vsekakor pastorala mi zveni v ušesih kot nekaj idiličnega, izvira iz besede pastore, kar pomeni pastir po italijansko, neko naravo in to okolje okoli tega, te pastirčke pa tako. To je bil moj prvi tak kontakt s tem izrazom. Potem pa pozneje, tako kot učenec na nižji glasbeni šoli v Piranu, ko sem začel, ko sem dobil eklogo za izvajanje, sem bil tako v trenutku malo bolj presenečen. Namreč jaz sem imel vedno v ušesih bolj te, bom rekel, romantično obdobje, predvsem Beethovna, šesto pastoralno se imenuje, sama šesta simfonija pastoralna, kjer se je gospod Lovec nekako kompozicijsko z nekimi novimi prijemi lotil te pastorale. Tako se je izrazil, tako da v začetku sem bil kar malo tako, kako naj temu rečem, kako naj to izvajati. Ni bilo tistih, bom rekel, klasičnih pristopov, kot sem omenil prej Beethovna.
Torej, vsekakor jaz moram reči, da ta ekloga ima nekaj pastoralnega, če govorimo o tem izrazu, predvsem v neki idiličnosti zvoka, kar je bil tudi namen gospoda Lovca, da je to napisal za takratne učence na glasbeni šoli v Kopru, kjer smo se nekako soočali s tem tonskim oblikovanjem neke idile v zvoku klarineta. Lahko rečem, da je tukaj zelo, zelo natančno poznal inštrument, če tako rečem, ker je uporabljal tehnično gledano take registre klarineta, da to lahko lepo predstavi vsak klarinetist, ki se kolikor toliko poglobi v oblikovanje zvoka, tiste idiličnosti, lepe zvočnosti, kar tudi klarinet potem ponuja. Zanimivo pa je, da Lovec je napisal ko je natipkal svoj seznam, on je napisal solistična dela, pa pod solistična dela ni dal klavir je itak poseben razdelek, ampak solistična dela pa lepo navedel. Utrinke za flavto in klavir, ekloga za klarinet, vse due je on pisal kot solistično. Potem je pa napisal komorna dela, pisali stroj, vse veš, se mi tudi sredoval. Tam so pa 3 kvarteti, kvinteti. No, v glavnem, ta duo, ta ekloga, ta je ena od, če ne celo najbolj jasnih skladb, jasne fakture, jasnih v smislu svetlobe, mogoče so tudi odtenki melanholije, ampak manj kot v večini drugih teh skladb. In barve so res ene take pastelne, zdaj govorim kot izvajalec pri klavirju. Pastelne, svetle barve, tudi tisti konec se kot nebo, svetlo nebo se pokaže. In je ena taka čista prozorna faktura. Čeprav so notri tudi tiste značilne dvojemke, ki se, zdaj sem zvedel, ko pač pride tisti pregon in lov. Ampak, kar je zanimivo v tej skladbi, evo, sam še to, so pa čiste harmonije kot ena modalnost, čiste menjave dura-mola, ki se nekako menjujejo s tem pregonom, da rečemo tako, s temi pasažami, pasažami dvojemk. Pride pa vedno v eno čistost in čisto tudi konča, kot da bi se pa ne nevihti, po nekem malo takom vetru, da bi se nebo razjasnilo in konča izredno idilično. Zame se mi zdi tako zelo v enem kosu, se skladba je kratka, tako se mi zdi zelo, jaz se nisem poznal, se mi zdi zelo prepričljiva, sem celo razmislil, če bi se jo dalo izvajati na godalu, sem pač godalec. Prvo, kar sem opazil, recimo, je bilo zelo pomembna razlika med tem, ali sem skladbo samo poslušal, ali sem zraven gledal tudi slike, ki so bile v videu. To se mi je zdela zelo velika in tudi pomembna razlika, ker se mi zdi, da tej skladba resnično zaživi, če nima zraven nobene slike. Zaradi tega, ker ta skladba nekako z samo kompozicijo ustvarja te slike. Seveda za mene kot čembalista in nekoga, ki ima glasbeno estetiko zakoreninjeno v 17. in 18. stoletju, je sigurno bila ta ideja glasbenega ideala v tej skladbi drugačna, kljub temu pa je že v prvih 2 taktih nemogoče zgrešiti, zakaj se gre. Mislim, enostavno izključno zaradi tega, ker elementi, ki so bili uporabljeni, zvenijo dovolj ljudsko, da nam je takoj znan element, ki je pri tej pastorali tako pomemben. Eklogo tudi bolj poznam iz literature in sem moral prav pogledati, sem videl, da jih je kar nekaj, tudi iz prejšnjih, stoletij, mislim, da jih je kar nekaj 19. stoletja. Ne vem, pastorala pa, ne vem, a imam jaz občutek, ampak a je to danes nekako ne velja ravno za, kako bi rekel, želeno temo, Se mi zdi, da je recimo angleška glasba velikokrat malo podcenjena zaradi svoje pastoralnosti, recimo 20. stoletja, mislim tako.
Meni recimo angleška glasba bila zmeraj zelo všeč, pa se mi je zdelo, da je nekako po krivici včasih, kako je ne jemljemo tako resno, ne, kot bi lahko. Jaz te skladbe nisem poznal in se mi zdi seveda prvo sem pomislil, ja, klarinet, a ne, prava zasedba za, a ne, kakršnekoli so že pastirski inštrumenti z jezički in tako naprej. Recimo, ne vem, zadnjič zdaj igramo s študenti Corellijev ta Concerto Grosso za ta božični, ki ima na koncu pastoralo ad libitum, če se igra pač v božičnem času. In so nekako prav študenti prav veseli, da to igramo, čeprav sem si mislil, da je malo banalno, a ne, na nek način. Po literaturi, ne, sem bral kar nekaj tudi renesančne literature na to temo, a ne, in se mi zdi tako zelo pomembno, se mi zdi, da smo še kar nekaj izgubili, a ne, če to v bistvu zapostavimo ta del, a ne, tako v literaturi kot v glasbi. Ja, jaz sem razmišljala o tej eklogi, kakor v bistvu je to poetično besedilo, ne, pastirsko, ampak poetično, poezija je, ne, Virgilij in tako so pisali te ekloge. In iz konteksta današnjega časa je zanimivo, zakaj se sodobni skladatelj odloči v bistvu za nekaj, kar pravzaprav ne obstaja več. Pastirji so, ne vem kje, v Afganistanu, ne vem, kje bi bili pastirji, ne. Torej, pastirska neka melodija je najbrž neka nostalgija za eno mogoče popolno preteklostjo, ki nekoč je bila, zdaj je pa ni več in je mogoče nekako v kontekstu sodobnega sveta, no, skratka nekaj, kar je že minilo, kar je pa bilo popolno, ne. Zame je recimo pastorali je vedno, imam eno asociacijo na tonalitete, to itak v zadnjem času imam fiksno idejo s tonalitetami, in jaz vidim F-dur in včeraj je bila ena deklica pri nas in je rekla, ja, zato ker F-dur je čist, ja, ne, v bistvu pastoral oziroma ekloga v tem kontekstu je nekaj čistega, nekaj popolnega, nekaj, kar je nekoč bilo, danes tega ni več, ne, smo pa lahko si pa želimo, da bi bilo, ampak vemo, da ne bo. Tako me nagovori Aleksandrina misel. Hkrati pa opažamo že pri antičnih mojstrih besede, da tudi oni že žalujejo za izgubo tistega idealnega, preprostega, naravnega, tudi njim je bila pogosto bukoličnost, pastoralnost, že krik po tisti prvobitnosti, pravzaprav po raju, ne. In seveda to sledimo kamorkoli do moderne slovenske poezije, recimo, če bi nekatere člane teh naših pesnikov druge polovice 20. stoletja analizirali, isto seveda. Tudi bi se zelo strinjal z Aleksandro in s tisto deklico, ki jo je včeraj obiskala, da je F-dur v glasbi tradicionalno ena taka tonaliteta, kjer se večina teh pastoralnih skladb zgodi. Razlog nam pove Bachov sodobnik Mattheson, namreč v takratni neenakomerni uglasitvi je F-dur po njegovi definiciji, ki pa je skoraj samo parafraza Charpentierjeve francoske, najbolj čista tonaliteta, tista, ki ima verjetno perfektno kvinto in perfektno terco ali pa blizu perfektnosti, torej dosti bolj kot v današnji 12-tonski enakomerni uglasitvi in je zato v teh različnih karakterih durov in molov, naprimer as-dur kot zelo slabo zveneč, cis-dur kot grozno zveneč, F-dur pa taka nebeška čistina v bistvu, zato je tradicionalno, tudi če gremo prav po avtorjih, je ta F-dur bil taka primarna tonaliteta za vse, kar ima povezave s pastoralnostjo, ki seveda v tem postantičnem obdobju, še posebej pač
v obdobju več glasnosti zahodne, dobi tudi seveda krščanski prizvok in tisto veselje pastirjev ob novorojenem Bogu, ne, torej božična tema. Zdaj, če pogledamo recimo pastorele od baročnih mojstrov, izjemno pogosto F-dur, že pozna renesansa je finalis F. Potem Bachova znamenita pastorella, F-dur. Beethovenova 6. simfonija, pastoralna, F-dur. Hočem samo pokazati, kako se te tradicionalni vzorci včasih tudi čist nezavedno nekako še obdržijo, recimo pri Beethovenu še v 19. stoletje in potem recimo tudi, ne vem, kdo je še dal na te, bomo rekel, nacionalno idealne svetove, veliko poudarka Chopin in njegov Krakovjak za klavir in orkester, ki se tako izjemno pastoralno začne, pa s tistimi horni, je tudi seveda v F-duru. Potem pa gledaš recimo moderne skladatelje 20. stoletja, ki se s takimi temami ukvarjajo. Moja prva profesorica klavirja na Dujanovu je bila Poljakinja in je osebno se poznala z Witoldom Lutosławskim in je promovirala njegove skladbe. In njegov ciklus je bil Bukolika. Tam pa vsa ta tradicionalnost nekih floskul in F-dura je tako popolnoma izgine in pravzaprav gre samo še za ukvarjanje z nekako hrepenjenjem po tisti prvobitni ljudskosti in tukaj mogoče se pa že malo približamo Lovčevi skladbi, ki je tudi popolnoma že razvezana, bom rekel, osvobojena teh tradicionalnih vzorcev, tudi tonalnosti seveda in jaz jo doživljam samo kot nek naslon na to zazrtost v eno preprostejše življenje. Jaz sem igrala njegove skladbe iz leta 73, recimo, da Ekloga je leto 69, ki je nekje blizu časovno temu delu. In malo sem tudi raziskovala, slučajno sem našla ene note, to sta dva poema, ki jih je Vladimir Lovec napisal leta 70 in leta 71. Zanimivo, da so na zelo temačni prizori, v bistvu so iz zbirke Umrite mrtvi Lojzeta Krakarja. Pepel na zvezdah je prvi in drugi poem je pa balada o liričnem uporniku. Ker če pogledamo njegov opus zgodnejših del, mislim, da so tako formalno gledano, pa tudi neformalno gledano, veliko bolj poslušljiva kot njegova poznejša dela, ne. In jaz sem se tudi pozanimala prav zato, ker se mi zdi, da vsaka abstrakcija, vsak glasbeni jezik, ki ga skladatelj uporablja, in tudi vsaka abstrakcija mora izhajati iz življenja samega. Se pravi, stari Grki so raziskovali to, kar so čutili, videli in slišali, ne. In jaz mislim, da pri skladateljih in pri umetnikih je točno isto, tudi če je na prvi pogled nekaj abstraktnega vedno povezano z življenjem, zato se vedno zakopljem v nekem iskanju odgovorov, zakaj je tako temačno, zakaj, ne vem, pravijo, da v tistih časih dejansko je bil nekoliko žalosten, ker njegova glasba ni bila niti razumljena, niti cenjena, najbrž tako kot mogoče njegovih sodobnikov. Kaj se mu je dogajalo? Leta 72 mu je umrl Ivan Šček, edini, ki pač, s katerim se je on res razumel v nekem profesionalnem, najbrž tudi človeškem smislu. In potem, kar sem tudi poslušala njegovih izjav in njegovih radijskih oddaj, te izseke tega, se mi zdi, da je moral biti zelo zazrt vase in zelo, kako bi rekla, navznoter. Ni bil nek ekscentrični
umetnik na ven, ampak zelo na noter, moral se je zelo žreti. To se mi zdi, da tudi povejo te razne njegove disonance, ki mislim, da jih ni kar tako stavil eno z drugo. Pri eklogi konkretno se mi zdijo take bogate harmonije, ki včasih spomnijo na Skriabina, na te v tem smislu sodobnike, sicer so bili malo prej, dosti prej, ampak mislim, da se kar spogleduje tudi s to literaturo. Ampak še vedno tako čutim jaz na nek način tudi njega samega, ne samo, da je nekaj podobno nečemu, ampak najbrž se je tudi iskal, skozi, ne, in v tej eklogi se čuti ta neka svetla tema, ki niti ni tako svetla, ampak je recimo normalna. V klavirju se mi pa zdi, da razvije vse tisto, kar ga noter muči, ne, v klavirskem partu, ki je zelo bogat in ponavadi njegove skladbe, ki so za dva inštrumenta, so kar samostojni klavirski parti, no. Tako zelo se mi zdi, da vse to, kar čuti, najbolj razvije pravzaprav v spremljavi kot taki, ne. Na splošno jaz zdaj eklogo konkretno nisem igrala, malo sem pogledala v note, ampak kar sem videla njegovih del, ni pianistično napisano. Na splošno njegova dela so zelo komplicirano napisana za pianista. Moraš kar razbijati glavo, no, kako bi to tako izvedel, da bi izgledalo lahkotno in sprejemljivo, ne, da ne bi zaradi tega, ker je fizično težko, ne vem, zlomil fraze ali. Moram priznati, da partiture, torej not te ekloge nisem uspel najti, nisem pogledal, sem pa večkrat preposlušal. Skladbe tudi predhodno nisem poznal, sem pa poznal kakšne stvari Lovčeve iz prejšnjih obdobij, ko je še zelo tonalno, neoklasično pisal. Tako da me je pravzaprav ta njegova skladba me napeljala na misel, s katero se pogosto poigravam, ali bi, če bi ne poznal naslova ekloga, ta naslov si lahko zamislil za to skladbo. Zdaj, moje tako zelo osebno, bom rekel, doživetje je bilo, da v bistvu ne. Gre za neko karakterno skladbo, ki bi lahko pripisal zelo številne, zelo različne upodobitve, uprizoritve, namere skladatelja. Tako da pravzaprav težko bi rekel, da bi sam kot poslušalec, če bi ne bil seznanjen z naslovom skladbe, se dokopal do tega, da je to pravzaprav eno tako v nekem smislu pastoralnosti, primarnega življenja, ljudskosti, da ima skladba kakšne take ambicije. Kolikor sem lahko na posnetku za klavir poslušal, se mi zdi, da klavirja vsaj nikjer ne, bom rekel, zlorablja, da bi ga zelo na nenavaden, mogoče neustrezen način obravnaval. Bil sem zgolj presenečen, potem, ko sem že prisluhnil klavirskemu koncertu, ki ga je nekdanji študent moj Urban Stanič, ki se je pri meni orgle učil, na akademiji odigral letos poleti, pa Aleksandra mi je tudi preigrala nekaj miniatur Lovčevih, prav iz tega obdobja 1973, tako da se mi zdaj v glavi sestavlja neka slika s tistim, kar sem poznal prej že, iz verjetno poznih 50-ih let, 60-ih, zgodnjih. In tako, ja, osebno jaz ne bi zaznal, da gre za bukolično tematiko. Kako je pa s to bukoličnostjo v sodobni glasbi? Vem, da si sploh ti, Dalibor, nekako usmerjen bolj v staro glasbo, ampak poznaš pa vendarle ogromno literature. Po moje vprašanje, če obstaja pod tem imenom. Recimo, kar obstaja pod tem imenom, je še kar obsežen ciklus, kot sem ga že prej omenil, Vitolda Lutosławskega, ki
ki pa to ime se mi zdi bolj izrabi tudi zato, da poseže po tematiki ljudske pesmi, včasih tudi otroške pesmi. In s tem ustvarja neke občutke nostalgije za preteklostjo, usmerja pozornost poslušalca na neko lepoto, toplino, morda lepoto prirodnega, pastirskega, kmečkega življenja, mogoče pa tudi samo toploto enega pristnega družinskega sobivanja, prijetnih spominov na mladost, otroštvo. Težko je tukaj pravzaprav se dokopati, vedno pa kot nekak cantus firmus, kot rdeča nit skozi ta ciklus se vije ljubezen do ljudske pesmi. Zdaj, mi smo tega tudi v slovenski literaturi seveda ogromno imeli, se smo na tem gradili, kdo ni rad prepeval, ne vem, Igraj kolce, ne postavaj v raznih priredbah. Naši skladatelji so zelo pogosto se v to vrstno motiviko nekako usmerili, že s tem, ker so ljubili in prirejali ljudske pesmi. So to kjerkoli belokranjska, gorenjska, primorska, prekmurska tematika, tega imamo tudi mi ogromno in verjamem, da vsak narod, tako da to, bom rekel, izvirno hrepenenje po paradižu, ki ga pastoralnost, ki ga bukoličnost pogosto uteleša, je vedno prisotno. Jaz ostajam pri tem, da pač je to neka podoba neke preteklosti, zdaj pa na kakšen način, v kakšnem kontekstu mi to vidimo. In kako vsak skladatelj misli, da sme recimo neko sodobnost dati v glasbo, koliko je sodobnost taka, da kaj je lepo, kaj je grdo, ne. Da je zanimiva za interpreta iz tega vidika, ker ima več različnih razpoloženj. Torej, v skladbo se je treba poglobiti, skladba ni, bom rekel, samo po sebi naravnana, se pravi, nima nekega uvoda, nima nekega viška, nima nekega razvoja, nekaj to, ampak nekako izvajalca stalno kliče k temu, k raziskovanju, se pravi, od fraze do fraze. Jaz sem to skladbo razumel kot nekakšno idilo za klarinet. Glasbena šola v Kopru je imela dve neverjetni sreči v kontekstu enega zgodovinskega obdobja, ki je bilo zelo delikatno. Čisto na kratko, tako v par besedah, mi imamo svobodo 45. leta, potem imamo 2 leti enega prikritega ali odkritega terorja, potem mirovno pogodbo pariško 47. leta in do 54. leta imamo eno prehodno obdobje, kjer je tukaj vojaška uprava. Tisto obdobje je izjemno delikatno v kontekstu vseh ljudi, ki so prihajali na to območje praktično. Jaz mislim, danes mislim z eno izjemno selekcijo in prepričan sem, da je Vladimir Lovec eden od tistih ljudi, ki je skoraj neverjetno pognal eno gibanje v smislu enega kulturnega prebujanja, ne samo za to področje, ampak širše, za celo Primorsko, da ne govorimo tudi o Istri. Ta kontekst je zelo pomemben zaradi tega, ker hkrati pride na to področje potem še Ivan Šček z vsemi ljudmi, z izjemnimi zaslugami, od Srečka Kumarja do našega Ivana Siliča,
do vseh zdravnikov, ki so uvajali recimo zdravstvo tukaj, in ne bom nobenega pozabil, če lahko rečem, koncept napraviti nekaj v eni razgrajeni krajini, kjer smo oziroma so poskrbeli za izgnanstvo preko 300.000 ljudi, kjer intelekt praktično je zabrisan, erudicija, da ne govorimo, in ta kontekst, ne glede na vse politične, kasnejše revolucije, bom kar rekel revolucije, ker to se sledi enemu drugemu, in v tem obdobju te osebe dobesedno začnejo orati neko ledino, če se izrazim tako klasično, enemu splošnemu razpoloženju, ki je pionirskega značaja, osveščanja ljudi v vseh nivojih, predvsem v tistem, kar je osnova, pripadnost nečemu, kar je bilo zabrisano, s fašizmom posebej, ampak popolno iste zasluge ima tako Avstrijski imperij in kasneje tudi Avstro-Ogrski imperij. Ta kontinuiteta v razvoju tega področja, v kulturnem smislu, je zajeta tudi v tem opusu današnjega slavljenca. Mi imamo danes eno izjemno zapuščino, katero skoraj ne morem verjeti, da je zdaj obstaja en komplet zapis. In jaz ne vem, ali to razumem sam, ampak zdaj, ko sem spet slišal te zvoke, vse skupaj ena taka skladbo razumem preprosto kot en avtobiografski preblisk, ki je posvečen eni otožni, kreativni nedorečenosti. Jaz sem malo še, ko ste sprožili te probleme, jaz sem malo šel brati Vergila po dolgem času in tako on bi imenoval to neko sladko otožnost. Tisti, ki so me predhodili, so vsi bili v teh ozirih zelo, zelo blizu temu izrazu, ki mogoče je zahvaljujoč Vergilu najbolj precizen. Tukaj se je govorilo o melanholiji, o neki stiski in kako naj izgleda življenje umetnika, ki sicer ustvari tudi družino na tem področju, oziroma z družino se preseli v to področje, ki je eno izjemno sijajno, bom rekel, v kulturni dediščini, v ozirih enega civilizacijskega razvoja, sigurno daleč pred tistim, kar so celinske krajine v slovenskem prostoru in tudi širše. Ta vpetost v to celinsko kulturo, jaz jo predstavljam, ko pride človek na to območje, v eno porazno stanje na vseh področjih in načenjaš nek problem, ki naj postane poslanstvo, je Vladimir Lovec mogoče prav zaradi svoje kreativnosti sklenil nekaj, kar imamo sedaj materialno v roki, drugače pa take misli, kot jih izrekamo tudi danes, ampak tisti material je pa še posebno pomembno glede izraznosti glasbe. In zdaj ta simbolični avtobiografski preblisk, ki ga poslušamo za to skladbo, smo danes enkrat slišali tudi v tisti mali kompoziciji, ki je bila predstavljena danes, tista epistola, ki mislim, da je spet
ena sfumatura, rečemo, en odtenek, ene mavrice kreativne, ki jo ima mojster praktično neokrnjeno v svojem razvoju. Dalo bi se govoriti, ampak to je vaše delo, moje delo je zato, da to občutim. In predstavljam si to ogromno znanje, ki je vezano na poznavanje klasikov, na bukolike, na Teokrita, na ekloge, na to Arkadijo in etin Arkadija ego, jaz sem tudi sestavni del. Čeprav miselno obstaja neko zatočišče, nek svet, v katerega se zatečemo, v okviru neke meditacije, kjer ostaja vedno manj prostora za zunanjost in odredim si sebi nek prostor, in to je v življenju Vladimirja Lovca. Vladimir Lovec je neka dekoret moderne dobe, ponosen v okviru enega izolacijskega ambienta, vendar v neki sijajni palači, ki odraža ene neverjetne silnice za tistim, kar je življenje bilo v preteklosti v njej in kar predstavlja tudi eno kulturno dediščino v vseh ozirih, tudi glasbenih, v koprski kulturi, in da bomo govorili ne samo o koprski kulturi, ampak v eni absolutni kulturi v teh prostorih severnega Jadrana. Na kaj mislim? Sami Graviziji, kadar so zgradili to palačo, so imeli pred sabo eno strašansko vizijo, da bodo uresničili nekaj, kar uresničuje velik svet. Tako kot danes se nekje spogledujemo s tistim, kar je razvoj, vedno se reče na Zahodu, oni so imeli pa nič na Zahodu, ampak izključno samo, kaj se dogaja v velikih akademijah v italijanskem prostoru. Palladia, Rovigo, Milan, Rim, Padova. Tukaj je nešteto profesorjev učilo v Padovi, v Bologni, na najbolj elitnih univerzah, in mislim, tudi zaradi teh prostornih selitev te glasbene šole se je s tem srečeval tudi Lovec. Nekaj časa so poučevali celo v zgornjem nadstropju v knjižnici. Ta izjemna kultura, in tukaj ne smemo pozabiti še enega človeka, to je Ivan Šček. Ta dialog med temi dvemi in umsko in duhovno velikani na našem področju imajo eno posebno vlogo v tistem pedagoškem smislu, in danes nas je nekaj takih, ki nosimo to dediščino. Kljub temu, da so šle poti na različne strani, ampak jaz še vedno danes, recimo, tudi danes, ko slišim spet te stvari, vedno imam neko vizualnost pred sabo, posena velike nizozemske, flamske mojstre za tistimi krajami, kjer se zgubimo, kjer kliče po barvah tega, kar izdaja naš skladatelj, in bi bila izjemna scenografija v kontekstu, ne vem, ne Sotofonda, ampak kot akterja, brez da bi imeli besede, bi lahko si ogledali marsikatero krajino beneškega krajinskega slikarstva z to podlago glasbeno. Ne samo to. Ko smo včasih prisotni, jaz imam 3 hčerke, vse vzgojene v glasbenem duhu, in to je kar kontinuirana stvar, zdaj skoraj že 60 let, da človek te prostore dojame popolnoma drugače. Tudi sami smo napravili marsikateri korak in v tisti glasbeni sali v palači Gravizije Barbabjanka človek še vedno doživlja neke emocije, ki so primarne, pristne, vezane tudi na spomine od teh ljudi, ki so nas predčasno zapustili, ampak ne zapustili v materialnem smislu, ker imamo sedaj njihove rezultate umskega in eruditivnega dela pred seboj. Jaz bi se navezal spet na Vergila,
to, da povem, kakšna je vsebina te ekloge. Ne. Eksplicitno ni bilo rečeno, ne. Tukaj je ljubezenska zgodba in to mislim, jaz se zahvaljujem tudi svojemu profesorju, Pega Leandru in naši Silvani Pretner, ki je vztrajala, da ko mojster nekaj izdela za določene ljudi v tej glasbeni šoli, da vejo, kaj se mu vplete po glavi in preprosto rečeno, vsaj on, ki je vztrajal na tem, da mora vsebina daleč preseči od tega, kar je trenutni efekt. Se spomnim jaz tiste dneve, ko je hodil k nam, pa mogoče v detaljah razlagal tudi recimo na tako skratko skladbo glede tega. Ljubezenska zgodba je tukaj v začetku nek uvod, mogoče bukoličen v smislu neke pastirske idile, ampak ni toliko bukoličen, ker od zadaj gre pa za neko premeditacijo, tukaj gre za osvojitev. Predstavljate se ga satirija, ki se loteva neke nereide, od tega potem en velik vzpon do tistega fortissima in tistega končnega trilčka, ki jo vsaj meni, tako kot je skladatelj povedal, tudi pomeni to, da jo ni dobil. In zdaj ta barvitost te ogromne spremljave, ta vzgon recimo tega, kar je on si predstavljal, da mora biti en priblisk temu, kar zamišljamo si, eno idiličen svet, to je ta barvitost, ki jo on daje, in potem ta, bom rekel, kar skopa dikcija, recimo solista, se vklaplja notri v to barvitost, ki pa velikokrat ponovi temu, recimo to A-temo, ki ga ima solist. V kratkem povedano, gre za eno nostalgično noto, bom rekel kar še enkrat, pa še danes odkrivam eno zapleteno osebnost, tako kot sem povedal, redki vrlini, samo velikanov, kreativcev, ponižnost in skromnost in nič drugega. Ali je bila tukaj ena življenjska resignacija v prostoru, kjer je mojster kreiral, potem je to samo nagrada za še en poduk, naj človek se vsaj v čustvenem smislu toliko razgradi, da potem ne pozabi, da je treba predvsem to gojiti in to delajo zdaj ti ljudje, ki so tukaj zraven, že z našim jutrom.